Ponovno pozdravljeni. Z nami sta še vedno Bernard Brščič in Sebastian Jeretič, pogovarjamo pa se o možnosti tretje svetovne vojne. Sebastian, ti si v prvem delu oddaje že na kratko omenil tudi, da je Balkan eno izmed teh turišč boja med velesilama ZDA pa Rusijo. Nam lahko kaj več poveš o tem in pa seveda potem, kaj to pomeni tudi za Slovenijo, da se malo prestavimo še na naše razmere. Izvoli. No, na srečo je trenutno Balkan prizorišče hladne vojne in tudi Slovenija je seveda tukaj eden od teh terenov in zato je tudi Amerika tako nervozna, ker je velik del slovenskega vrha proruski in ta boj poteka recimo tudi na volitvah. Na parlamentarnih volitvah pred 2 letoma v Črni Gori je recimo Rusija vložila milijone v rušenje Mila Đukanovića, v destabilizacijo države s ciljem, da zaustavi zadnji korak vstopa Črne Gore v NATO. Vsi tisti milijoni so sicer bili briljantna kampanja, ampak vrženi v prazno, ker so bili vrženi v stranko, ki zavrača sploh obstoj Črne Gore, torej v srbske nacionaliste, dejansko v četniško stranko, ki želi sploh, da reč, ukini državo Črno Goro in jo nazaj pripojiti Srbiji, tako da niso imeli možnosti, se je pa njihova prisotnost tam zelo agresivno seveda videla. Po drugi strani je Amerika napolno posegla v Makedonijo. Amerika je sklenila zavezništvo z Albanijo in ji, dajmo reči, tlakuje pot do projekta Velike Albanije in to dogajanje v Makedoniji je seveda rezultat tega ameriškega delovanja, torej rušenje VMRO-ja in Gruevskega in nastavljanje predsednika vlade, ki je pripravljen Albancem dati več, kot jim gre v tisti državi, je seveda del tega procesa. Je pa zanimivo, da recimo v Makedoniji Rusija ni intervenirala in ni stopila nekako na drugo stran, da bi recimo to preprečila, kar pomeni, da seveda tudi ona igra samo tiste tekme, ki se izdijo interesantne. In Črna Gora je bila seveda interesantna, ker so želeli simbolno pokazati, da lahko zaustavijo širjenje NATO. Ni jim uspelo in verjetno to povzroča neko dodatno nervozo. Pred časom sem bral eno zanimivo analizo, zakaj je Rusija tako nervozna zaradi širjenja NATO. Zgodovinsko je bilo za Rusijo seveda absolutnega pomena, da je imela to tampon cono, torej do Srednje Evrope, vse te umestne države pod nadzorom. Zobe so si polomili vsi veliki, od Napoleona do Hitlerja, torej preden ti prideš do Moskve ali Sankt Petersburga, je bilo treba kar precej prehoditi, dolga pot in nikomur ni uspela. Zdaj pa to, da pridejo NATO-ve rakete praktično na mejo z Rusijo, je seveda za njih velik problem. Zato je tudi tako odreagirala, posegla vsaj delno, zelo zmerno, če gledamo, in tle se strinjam s tem, kar je prej Bernard omenil, da je Putin izjemno racionalen voditelj. Torej, njihov poseg v Ukrajini je bil zelo minimalen glede na dogajanje, ki se je tam odvijalo. Mi lahko samo upamo, da bo Balkan le ostal miren in da se bo tukaj bila samo hladna vojna in politično-diplomatska vojna, je pa seveda tukaj vedno nevarno in zelo hitro se zgodi kak konflikt. No, v Ameriki je ena izmed velikih zgodb ob volilnih in tudi zdaj po volilnih tega Trumpovega mandata, to vmešavanje Rusije v ameriške volitve, ne? Ampak glej ga zlomka, tudi v Sloveniji imamo nek tak primer, poskus, ne, ruskega vmešavanja v slovenske volitve. Poglejmo. Je bila izjava ruskega veleposlanika v Sloveniji o podpori stranki Desus spodrsljaj. Se je Rusija s tem vmešala v slovenske notranje zadeve in kršila diplomatska pravila. Zunanji minister in predsednik Desusa Karl Erjavec sicer vztraja, da se ni zgodilo nič spornega. Tako veleposlanik kot zunanji minister bi morala vedeti, da takšne izjave za diplomacijo niso primerne, meni večkratni zunanji minister. Jaz mislim, da je bila to napaka se strani gospoda Zavgajeva in tudi seveda se strani gospoda Erjavca. Zunanji minister ne prepoznava nedoslednosti. Ne vem, zakaj se želi dramatizirati to vprašanje. A v SDS-u opozarjajo, dogajanje je znak za alarm. To pomeni, da se Rusija neposredno vmešava v slovenske parlamentarne volitve. Zakaj Rusi mešajo štrene v Sloveniji, jaz ne vem, lahko pa se temu tako reče in to ni dobro.
Zdaj, zakaj Doku Zagajev nekaj reče, človek že tako ali tako ne velja ravno za diplomata, ne poznamo njegovo ozadje, ne bi zdaj tega ponavljali in se strese pol države. A se zdaj Rusija vmešava v slovenske volitve ali zakaj gre v bistvu to? Se vmešava, ampak ravno tako se tudi ameriški veleposlanik vmešava. Oba veleposlanika sta po mojem netaktna, nimata pristopa, čeravno je Slovenija majhna, bistveno manjša država, opomba pod črto. Mislim, da je tu šel ruski veleposlanik korak predaleč. Jaz čisto razumem, da imajo Rusi radi koristne idiote. Eden takih koristnih idiotov je Karel Erjavec in nasplošno Slovenija. Namreč slovenska tranzicijska levica vidi v Moskvi obet obnove komunizma. Jaz moram reči, da sem bil v zadnjih letih dvakrat v Ruski federaciji. Pa nisi videl veliko komunizma. Nisem videl to, v bistvu bistveno več komunizma opažam pri poti spominov in tovarištva, ko Janković temelje za postavljanje plehnatih rdečih zvezd, medtem ko je Putinova politika po mojem racionalna v smislu udejanjanja ruskih nacionalnih interesov. Predsednik Putin ni predsednik ZDA, ni predsednik Evropske komisije, je predsednik Rusije, odgovoren je ruskim državljanom, odgovoren je pravzaprav ruski zgodovini in mislim, da so Rusi pravzaprav lahko s tem 2 desetletji dolgim načelovanjem Rusiji zelo zadovoljni. Gotovo bi pa takim lisjakom, kot je zunanji minister Lavrov, priporočal, da tega gospoda Aeroportoviča, kot mu pravijo v Rusiji, bi zamenil, ker očitno so to diplomatski vendarle fopaji, ker podpirati nek kuriozum, politično karikaturo, kot je Karel Erjavec, človeka, ki je v prostem padu, verjetno tudi ni nenazadnje v ruskih nacionalnih interesih, da stavijo na človeka, ki razumel bi, če bi recimo rekel, da ima, ne vem, Marjan Šarec dober gospodarski program, ne? To bi razumel, da je ruski interes, recimo, da ne zmaga Janez Janša, ki je proameriški, ne? To mirno lahko rečemo, ne? To z Erjavcem je pa res hecno, da ima Desus dober gospodarski program. Problem slovenske desnice, pa tudi levice, je, da so v bistvu zaciklali v letu 1989, v tem, da še vedno mislijo, da Rusija 2018 je Sovjetska zveza, ne 89, morda iz časov Brežneva. Ja, 72. Jaz pa mislim, da temu ni tako, da imamo opravka z novo oziroma bistveno prenovljeno svetovno silo, ki ima aspiracije postati velesila, ki ima aspiracije redefinirati svet iz unipolarnega v multipolaren in je tu tudi za Slovenijo vprašanje, ali je v slovenskem interesu euroatlanticistični unipolaren svet, kjer bo ZDA hegemon, kjer bo diktiral praktično ob popolnem briskiranju zakonov, moralnih načel, vsega na diktatorski način življenja ali pa nek multipolaren svet. Sebastian, kako je zdaj s tem? Ne? Ta malo schizofrena slovenska pozicija. Ne? Po eni strani slovanski bratje Rusi, smo prijatelji Kapelca na Vršiču in tako naprej, po drugi strani člani zveze NATO. A se mi kosamo s to svojo pozicijo uspešno, neuspešno? Kako nam gre to? No, jaz mislim najprej, da je to samo po sebi se zgodilo, da torej ni tako strateško, kot je bilo mogoče v času Tita, ko je igral na vse karte in smo dejansko živeli ravno od te pozicije nekaj časa. Ne? Verjetno je Erjavec edini, ki ga Zagajev tako osebno pozna. Ne? Pa je pa zdaj pa, ker se pa te izjave tiče, pa nisem povsem prepričan, da lahko rečemo, da je bila to napaka. Jaz bi pustil možnost, da je bila to namerna strateška provokacija, ker za razliko od Amerike, ki se seveda meša tudi v Sloveniji zelo intenzivno zadnje leta v ozadju pod radarjem in bolj na tiho z občasnimi... Ampak takrat
takrat vsi to pozdravijo, ne? Mediji to pozdravijo, rečejo, mediji ali pa tudi ne vejo, torej za večino zadev sploh ne vejo. Mislim, da je bila to lahko čisto strateška provokacija in tudi dejstvo, da recimo stavijo na politično stranko, ki je minorna. Ne bi rekel, da je to zdaj problem za Rusijo, ker očitno Rusija nima interesa, da bo tle postavljala vlade. Tudi v Črni gori je torej stavila na opcijo, ki ni imela najmanjše možnosti karkoli narediti z vsemi tistimi milijoni, ker je preprosto omejena in ne verjamem, da so Rusi taki analfabeti o stanju na Balkanu, da bi sanjali, da bo demokratski front v Črni gori zmagal ali kaj podobnega. Tako da očitno, kar se tiče političnega parketa, igrajo bolj na neke provokacije, ki sprožijo potem seveda nek val ogorčenja in debate. Problem pa je dejansko naše realno stanje. In danes si tudi napovedal morebitno vprašanje, na kateri strani bo Slovenija, če bo svetovna vojna. Jaz mislim, da bomo razklani, tako kot smo že večkrat bili. Na obeh straneh naenkrat. Na eni strani smo dejansko članica NATO, torej smo člani nekega zavezništva, in zavezništvo je Sloveniji že dalo sporočilo, halo, v hladni vojni smo, vi sodelujete z sovragom v hladni vojni. Zdaj, po drugi strani pa ne bi bilo prav, da smo tudi neki pridni kuški, ki bomo nasedali na te variante, kot je bila zdaj recimo napad v Sirijo ali kaj podobnega. Ne verjamem pa, da smo v Sloveniji sposobni strateško izkoristiti to pozicijo in jo iztržiti, da bi bili recimo tako kot v filmu Casablanca neka umestna cona ali kaj podobnega. Prej pričakujem eno veliko nevarnost. Torej, to ravnanje Amerike znam pripeljati do tega, da bomo dejansko v Sloveniji dobili referendum o izstopu iz NATO in jaz sem skoraj da prepričan, da bi večina se odločila za izstop iz NATO. Levica je to že začela napovedovati, če se nadaljujejo take napake, kot je bila celotna komunikacija zadeve o Siriji, se zna zgodi, da bo ta val sprožen in da bo zagrabil neko večino. In pol bomo malo v problemu. Torej, dokler smo člani zavezništva in smo mal, dajmo reči, kot nek poreden otrok, lahko še preživimo to situacijo. Morebiten izstop iz NATO v današnjem času bi pa predstavljal neka čisto nova tveganja. Pa da se razumemo, sem bil eden nosilcev kampanje proti vstopu v NATO konec 90-ih let. Aljuš, se spomniš tistega obdobja, ampak situacija se je v teh 20 letih temeljito spremenila in bi potrebovali malo več modrosti in razuma v vrhu naše politike. Ja, po Brexitu se kar razumem tvoje bojazen. Še zadnje vprašanje imam za vaju. Si bosta Putin in Trump na koncu vendarle segla v roke? Vemo, Trump je povabil Putina na sestanek v Beli hiši v ZDA. Tukaj imamo eno tako priložnostno fotografijo. Na tej fotografiji izgleda tako, kot da Putin še okleva. Kaj vidva pravta? Bo šlo to v smer umirjanja razmer ali bojo zmagali te vojni jastrebi in zapeljali svet v neko novo katastrofo? Jaz se bojim, da imamo v Ameriki trenutno opravka namesto z politiko America First, pa Make America Great Again, z politiko Israel First, se pravi prioriteto izraelskih, židovskih interesov, da je Trump podlegel zaradi notranjih razlogov, tu mislim vse te afere z domnevnim ruskim vpletanjem, prostitutko Stormy Daniels, je šibek predsednik, da je šlo za v bistvu wag the dog učinek, se pravi, da iz notranje političnih razlogov raketiraš potem nekega grešnega kozla Asada in ko si pripravljen tako daleč iti, je po mojem svet res lahko pred kataklizmo. K sreči ima v kabinetu še steklega psa Jima Mattisa, obrambnega ministra, ki je sicer po moji oceni bil pred leta 2016 eden izmed ekstremistov in nisem bil vesel njegovega imenovanja, ampak po odhodu Steva Bannona, Seba Gorke, je praktično še edini normalen človek, ki ima izkušnje z vojno. On je bil v vojni, ne? Ja, on ve, kaj pomeni vojna in če držijo te informacije, da je bil on tista oseba, ki je preprečil Boltonu in Nikki Haley
raketiranje ruskih položajev v Siriji, ki bi pripeljale v bistvu do eskalacije, to bi bila že vojna. Upajmo, skratka, da bojo taki stekli psi, kot je Jim Mattis, vendarle Trumpa držali v zadaj in da se Trump morda vrne v čase tvitanja leta 2016, ko veš, da je v bistvu... Da so prijatelji z Rusijo, ja. Da so prijatelji z Rusijo, da ameriški interesi v Siriji jih ni, da se morajo umakniti iz Sirije, Afganistana, iz Bližnjega vzhoda. In če bi to politiko vodil, kot jo je obetil leta 2016, je svet rešen. Bernard, damo še Sebato besedo, slabo minuto imaš, Sebastian, da zaključiš. Kaj ti praviš? Bo šlo v smer umirjenja? To je odvisno izključno od Trumpa, ne? In jaz se bojim, da je ameriška globoka država zelo dobro psihološko profilirala Trumpa in da znajo z njim se igračkati na takšen način, torej kot je omenil Bernard, vse tiste afere od prostitutk do drugega, to je seveda vse prepariranje Trumpa, da pride v kontekst, ko se odloči tako, kot njim ustreza. Ko ga znajo prepričati z argumentacijo, glej, bomo to spravili stran, boš spet faca, napademo tam, to je edina rešitev. In mislim, da bo dejansko odvisno samo od tega, ali se bo pustil tej igrici, ali se bo v nekem momentu prebudil in odločil, da bo le predsednik države. Ok. Bernard, Sebastian, najlepša hvala za vajne današnje tehtne komentarje. Cenjeni gledalke, spoštovani gledalci, po oglasih pa vam povemo, zakaj anticepivci danes slavijo.